Dobrodošli v oddaji Aktualni dogodki, kjer spremljamo pomembne dosežke in prelomne trenutke na Teološki fakulteti. Danes se bomo posvetili posebnemu akademskemu priznanju, Tomaževi nagradi, ki jo fakulteta vsako leto podeli za najbolj izstopajoče magistrska dela. Letošnji nagrajenec je Matija Golob, študent drugostopenjskega enovitega magistrskega programa Teologija, ki je prejel nagrado za svojo izjemno magistrsko delo z naslovom Svoje življenje dam za ovce. Eksegetska analiza Janezovega evangelija, 10. poglavje, vrstice 11 do 18, ter Dobri pastir v duhovniški identiteti in duhovniškem poslanstvu. Njegovo delo prinaša dragocen pogled v simboliko dobrega pastirja in njeno relevantnost za duhovniško poslanstvo. Matija, dobrodošel pri nas. Lepo pozdravljeni. Matija, povej nam, kako si se počutil, ko si izvedel, da boš dobil Tomaževo nagrado? Ja, nisem glih pričakoval tega, pa tudi nisem zaradi tega delal magistrske naloge, tako da me je to malo presenetilo. Sem pa zvedel že prej, kakšen teden prej me je že mentorica obvestila o tem, tako da smo se prepričali, da bom res prisoten na dogodku, tako da sem potem lahko do samega dogodka to že malo predelal. Drugače pa sem bil vesel, v bistvu sem bil vesel, da tudi taka naloga je dobila neko pozornost in da je bila tudi tako nagrajena. Kaj te je pa spodbudilo k izbiri teme o dobrem pastirju in njegove vloge v duhovniški identiteti? V 5. letniku sem se začel pripravljati na diakonsko posvečenje in zdaj tudi že na mašniško posvečenje in sem želel v tem letu, da ne bi bila to samo študijska zadeva, magistrska naloga, sem želel na nek način tudi ovrednotiti ali pa poglobiti neko duhovniško identiteto, ki jo skozi formacijo v semenišču tudi vedno znova odkrivamo. In jaz sem si izbral dobrega pastirja, ker mi je zelo blizu taka kmečka tema, ker tudi sam prihajam iz kmetije in mogoče sem rekel, da mi je to še najbolj blizu ta podoba. In se mi zdi, da je tudi zelo bogata, ker se tudi Jezus s to podobo poistovetil in sem se potem ravno zaradi tega, da bi se lepo pripravil pa poglobil v duhovniški poklic, izbral tudi to temo. Pomembno pa se mi zdi, da je to izhajam iz Svetega pisma, ki je beseda, ki je trdna beseda in iz katerega lahko najbolj izhajam v svojem duhovništvu. Kako pa podoba v pastirju v Janezovem evangeliju izstopa v primerjavi s sinoptičnimi evangeliji? Ja, v magistrski nalogi se malo tudi tega dotaknem. Se pravi, v Luku in Mateju, ki najbolj opisujeta tudi priliki o izgubljeni ovci, imamo poudarek bolj na ovci, ki se izgubi in jo gre pastir iskat, pusti ostalih 99. In imamo pri Luku ta poudarek, da je Jezus usmiljen tudi za tisto eno ovco, da bi se le vse odrešile. Tudi pri Mateju je namen to, da bi vse pripeljal v večno življenje. Ne? In mogoče pri Janezu pa je to drugače, da pa bolj kot ovce, ovce bolj opisuje dejavnost pastirja, kakšen naj bi bil pastir. To je tudi takrat v kontekstu pri Janezovem evangeliju to, ko on razpravlja s pismouki in farizeji, ki so bili takrat na nek način pastirji takratnega izraelskega ljudstva, in jim oporeka, kakšen bi mogel biti pa res. Pred oči jim pokaže, kakšen naj bi bil res pastir. A ne kot najemnik, ki ob nevarnosti pusti svoje ovce, ne kot volk, ki jih razkropi, ampak kot pastir, ki zbira svoje ovce, ki da vse, kar ima na razpolago, vse svoje življenje, vse svoje moči, talente, da bi jih zbral skupaj. Se pravi, tukaj pa ta pastir, ki pa da svoje življenje za svoje ovce, in tega v bistvu ne srečamo nikjer, ne pri sinoptikih, ne pri starozaveznih besedilih, ampak Janez da tukaj dobremu pastirju dodano vrednost. Se pravi, pastir, ki da svoje življenje za svoje ovce, ki da vse svoje razpoložljive moči, darove, talente, da bi jih zbral skupaj, da bi bili vsi spet ena čreda, en pastir. Kako pa lahko eksegetska analiza, to je magistrske naloge, pripomore k sodobnemu razumevanju duhovniške identitete?
Mogoče danes podoba pastirja ni več tako aktualna, ker v naših krajih pastirstva skoraj da več ni. Je pa res, da pa mogoče tukaj še najbolj nagovarjajo besede svetega Avguština, ki je rekel, da za vas sem pastir, z vami sem pa tudi sam ovca. Se pravi, ima duhovnik tudi neko dvojno vlogo. Še vedno se mora sam zavedati, da je v odnosu do Boga še vedno sam učenec, ovca, ki mu sledi. Po drugi strani pa se mora tudi zavedati svoje vodstvene vloge pastirja, ko zavzame tudi v bistvu mesto Jezusa Kristusa in ga ponavzočuje v današnjem svetu. Lahko tudi nam veliko pove, kako voditi današnje ljudstvo. A ne, apostol Peter nam tudi o tem dosti dobro spregovori v svojem prvem pismu, ko govori o tem, da jih vodimo z voljnim srcem, ne z nekimi lastnimi interesi, nam da zelo konkretna navodila glede tega. Pove nam pa tudi čisto enostavno ta prilika, da vse damo za to, da bi ljudi pripeljali k nebeškemu Očetu v večno slavo. In zato smo tudi duhovniki tukaj na tem svetu, da bi to oznanjali, da bi ponavzočevali Jezusa Kristusa in vse ljudi pripeljali v večno življenje. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Matija, kaj pa zate pomeni ta nagrada? Ja, pomeni neka potrditev mojega dela, mojega truda. Mislim, da je tudi potrditev za mentorico, ker se je zelo trudila, da je bila hitra odzivna v odgovorih, hitro mi je popravljala stvari, tako da sem res lahko sproti reševal probleme, pa težave, vprašanja. Večkrat sva se dobila. Je pa tudi priznanje za Božjo besedo. Se mi zdi, da bolj kot imamo vse sorte danes, na kar se lahko naslonimo, ampak je Božja beseda tisti najtrdnejši steber, ki se nikoli ne more podreti, kadar se naslonimo nanj. In je to tudi priznanje za Božjo besedo, za Sveto pismo in za to, da bi se vedno več ljudi tudi obračali in poglabljali v svetopisemska besedila. Matija, hvala lepa, da si bil danes z nami in nam predstavil svojo magistrsko nalogo. Malenkost, hvala lepa tudi vam. S tem zaključujemo današnjo oddajo, v kateri smo spoznali nagrajenca Matijo Goloba in njegovo izjemno delo. Njegova raziskava je dokaz, da poglobljena eksegetska analiza svetopisemskih besedil še danes ponuja dragocene uvide, ki lahko obogatijo teološko znanost in pastoralno delo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.